Torej, še enkrat lepo pozdravljeni, ponovno torej, v mojem imenu. Jaz bom predstavila nekaj ključnih vidikov, torej tistih vidikov, ki so po mojem mnenju ključni z vidika prava za trenutno stanje oziroma predvsem glede odzivanja oblasti, odzivanja politike na begunsko krizo. Torej na te politike, na te odzive bom pogledala skozi oči prava in poskušala pokazati, na kakšen način pravo odgovarja na begunsko krizo in ali je pravo, kakor trenutno stoji, sploh pripravljeno na takšno situacijo, torej na povečano število prihodov, kakršnega opazujemo danes. Torej, moj osnovni zaključek, ki bi ga že zdaj v začetku rada sporočila, zato da ga imamo pred očmi tudi v nadaljevanju, je, da pravni sistemi na množične migracije so se odzivali na način, ki ne ustreza načelom pravne države. Šlo je za več ali manj za improvizacijo, za neko ad hoc vzpostavljanje različnih državnih praks, in s tem za velik problem z vidika neke osnovne pravne predvidljivosti in pravne varnosti, kar so ključni elementi načela pravne države. Torej, to se mogoče sliši kot zelo abstraktno, ampak ni, zato ker dejansko to pomeni, da posameznik, ki se znajde v primežu teh procesov, politik, postopkov, odzivov strani oblasti, pravzaprav obstaja v nekem pravno nereguliranem prostoru. Nima na voljo nekih garancij, nima na voljo nekih kavtel, ki bi se jih lahko poslužil v primeru, da so njegove pravice ali pa interesi kršeni. In seveda tukaj ne govorim samo z vidika nekega posameznika, ki ima neke svoje osebne interese in si pač želi jih doseči, ampak z vidika tega, da je naša država, tako kot večina drugih v Evropi, urejena po nekih načelih, po temeljnih načelih pravne države, torej pravne varnosti in pravne predvidljivosti kot dveh ključnih elementov, in da seveda mora to veljati za vse osebe, ki se znajdejo na ozemlju določene države v nekem ključnem trenutku. In to vključuje seveda tudi begunce oziroma migrante, kakorkoli bi jih želeli imenovati. Tako da moja teza seveda je, da s tem, ko ljudje vstopijo na slovensko ozemlje, mora Slovenija zanje uporabljati, rečeno malo po domače, ampak enako, še bolj razumljivo, enake vatle, kot jih uporablja za vse ostale prebivalce na svojem ozemlju, kar se tiče vprašanja torej načela pravne države. Tako da to je tisto, kar bom postavila v spredje in poskušala na par konkretnih okoliščinah oziroma politikah pokazati, na kakšen način je bilo to uresničeno in ali je načelu politika ustrezala ali ne. Torej, neke tri ključne okoliščine moramo imeti pred očmi, ko razmišljamo o trenutni situaciji, torej o dejstvu, da prek Slovenije in drugih držav Evropske unije prehaja dnevno na tisoče ljudi. Prva okoliščina je, da trenutni pravni sistemi, kakršne imamo v Sloveniji, v Evropi, niso ustrezni za tako povečano število ljudi. To je prva. Torej, to je bilo danes, mislim, da je nekdo že omenil na kratko, da enostavno sistem je pod tako velikim številom prihodov razpadel na licu mesta, kar seveda povzroča predvsem v pravnem smislu probleme za vprašanje načela pravne varnosti, načela pravne države. Ker to dejansko pomeni, da sistem, ki ga imamo danes, ne deluje po nikakršnih zapisanih pravilih, ampak gre za sklop nekih ad hoc ukrepov, kar je pravzaprav z nekega pravnega vidika nezaslišano. Druga ključna okoliščina, zakaj je tako, je, da obstaja pomanjkanje politične volje za skupen odziv na ravni EU. To vemo vsi, ampak to je tudi eden od razlogov, ki pripomore k temu, da imamo sisteme, ki so zunaj prava, torej da uporabljamo danes za begunce sisteme, ki so zunaj prava. In pa tretja okoliščina je, da so se države zaradi teh okoliščin potem začele zatekati v neke enostranske ukrepe, ki so bili pač bolj ali manj skladni s pravom, pač vsaka po svoje, tako da bom na primeru teh slovenskih ukrepov pokazala, kako je to skladno z pravili, ki sicer veljajo. Najprej nekaj besed na temo načrtov. Torej, kot vemo, poleti se Slovenija še ni soočala z nekim večjim številom prihodov. Te prihode smo opazovali na področju Zahodnega Balkana že celo leto lahko, tako da smo se lahko precej dobro podučili vnaprej, kako bo to videti, ko bo enkrat se koridor preusmeril čez slovensko ozemlje, in povsem jasno je bilo, da se bo, ker je Madžarska že takrat zelo jasno kazala indice, v katero smer bo obrnila barko svoje azilne politike.
In seveda vlada se je začela pripravljati na to situacijo, moram pa tudi reči, da malo po diktatu iz Bruslja. Tako da vprašanje, če bi sama sploh pripravila kakšen načrt za tako povečano število prihodov, kot ga je sicer. In sicer v skladu s temi pravili, torej v skladu s tem načrtom, ki ga je vlada pripravila, naj bi se vse odvijalo, torej celotna obravnava, naj bi se odvijala v skladu z načelom business as usual. Kar v bistvu pomeni, drugače rečeno, da bodo v tem procesu spoštovana vsa pravila, ki že obstajajo. To pomeni, da tisti ljudje, ki bodo zaprosili za azil, torej prišli do slovenske meje, zaprosili za azil, jih bo preusmerila v azilni sistem in jim s tem omogočila neko začasno bivanje v Sloveniji do sprejema odločbe o njihovi prošnji za azil. Torej, ta običajni azilni postopek, kot ga poznamo že vsaj od leta 1999, ko je bil prvi zakon o azilu sprejet. Drugi element tega načrta je bil, da za vse tiste ljudi, ki ne bodo zaprosili za azil, da jim bo bodisi vstop zavrnila, če bo šlo za vprašanje, ali se jim sploh dovolil vstop, če sploh še recimo na slovensko ozemlje ne bi stopili, ampak bi se ta debata odvijala na sami meji, v tem primeru bi jim vstop zavrnila. Če bi jih že zajela na območju Republike Slovenije, torej če bi na Slovenijo že vstopili, pa za azil ne bi zaprosili, je bil njen načrt, da bo vse vrnila na Hrvaško v skladu z sporazumom o vrnitvi, readmisijskem sporazumu. In seveda, če vrnitev ne bi bila možna, je predvidevala nastanitev v centru za tujce, ki pa, kot vemo, ima splošno kapaciteto nekje okrog 250 oseb. Tako da tak je bil načrt. In seveda je bilo že to je kot nek medklic, je bilo že ob branju tega načrta popolnoma jasno, da ima veliko pomanjkljivosti. Vedelo se je, da velika večina ljudi, ki prihaja države Zahodnega Balkana oziroma jugovzhodne Evrope, kamor sodi Slovenija, ne zaprosi za azil na tem področju, tako da celoten plan v zvezi s prosilci za azil je že takoj odpadel. In če potem vemo, o kakšnih številkah se je govorilo že čez poletje, torej kakšne številke smo lahko opazovali že čez poletje na področju Zahodnega Balkana, je bilo popolnoma jasno, da bo tudi kapaciteta v centru za tujce 250 oseb zapolnjena praktično v 1 uri. Drugih načrtov za ostale tisoče, ki naj bi prihajali čez dan, torej vsak dan, ni bilo. In seveda se je že v prvem vlaku pokazalo, da je ta pravni sistem torej in ta načrt, da sta popolnoma nezadostna za situacijo, ki jo je pač mogoče pričakovati. Namreč Hrvaška, kot je bilo pričakovati, že prvega vlaka ni sprejela nazaj, zakaj pa bi ga, saj je imela na drugem koncu svoje države nove tisoče, ki so vstopali na njeno ozemlje. Še več, če rečem še več v tem smislu, kako so bile oblasti navajene gledati na to situacijo prej, je Hrvaška celo omogočala dostop do Slovenije oziroma organizirala prevoze do Slovenije. Ljudje seveda niso zaprosili za azil, tako kot je bilo pričakovati, torej obravnava v okviru azilnega postopka ni prišla v poštev in v centru za tujce ni bilo mogoče nastaniti prav veliko ljudi, ker so kapacitete tako nizke. In slovenskim oblastem zelo hitro v bistvu ni preostalo drugega, kot da so se začele vesti kot vse druge države na koridorju, torej na tej poti, torej popolnoma enako kot tudi Hrvaška, ki so jo predtem zelo poskušale očrniti, kot da pač njene politike azilne niso najbolj, oziroma migracijske niso najbolj ustrezne, pa je hkrati potem sama ugotovila, da glede na to spremenjeno situacijo z temi tisočimi prihodi na dan, enostavno drugače ne more ravnati, kot pa da vzpostavi koridor. Torej humanitarni koridor, to je tisto, kar mi danes dejansko imamo. In kaj to v bistvu pomeni? Koridor nekako zajema naslednjih 5 elementov. Zdaj, mogoče to, kar je bilo že prevečkrat rečeno, bom jaz tudi malo poenostavljala, zato da bomo bolj razumeli, zakaj se nam dogaja. Torej, ta koridor nekako se stoji iz sprejema, iz registracije oseb, iz oskrbe, iz transporta v smislu z točke A na točko B znotraj Slovenije, od meje do meje, in pa potem usmeritev proti Avstriji. Ne bom rekla predaja, ker predaja je kazenskopravni izraz, tukaj ne gre za to, da se eno osebo preda v drugi državi, ampak nekako usmeritev proti Avstriji, kar dejansko pomeni, tukaj je avstrijska meja, avstrijski mejni organi, izvolite, oni vas bodo, ne rečejo ravno izvolite, tiste, ki ste na meji, veste, kako to zgleda, ampak skratka usmeritev proti Avstriji, kjer potem avstrijski organi sprejmejo ali pa ne sprejmejo ljudi. Kot vemo, jih tudi zadnje čase ne sprejmejo vedno, ampak po ponovni registraciji potem ponovno sprejmejo prav vse, kolikor vem, nihče še ni ostal zadaj več kot recimo, ne vem, teden ali 2 v skrajnem primeru. Torej, ta koridor, ki ga imamo mi danes dejansko na svojem ozemlju, ni predviden v pravu. Gre za dejansko prakso,
države in ne za politiko v nekem normativnem smislu, tako da, če govorimo z pravnega vidika, je vedno fajn uporabljati koridor, ker to dejansko ni nikjer zapisano kot tako. Država pravzaprav dolgo časa ni želela niti priznati, da ima koridor na svojem ozemlju, tako kot s tisto žico, ne, saj ni žica, ne, čeprav vemo, da je in tukaj je isto, ne, dejansko imamo humanitarni koridor, ki deluje zunaj prava. In zdaj, kaj se dogaja? Ne? Glede na to, da s pravom to ni predvideno, se potem lahko vprašamo, kaj pa potem to je. Oziroma, če gre za državno prakso, se lahko potem vprašamo, ali ta praksa mogoče vzpostavlja neke nove pravice v okviru ne vem, nekega mednarodnega običajnega prava. Tako da to še posebej velja za pravico do vstopa in za pravico do tranzita. Namreč, kaj se je zgodilo? Z tem koridorjem mi dejansko opazujemo lahko situacijo, ko imajo osebe, ki sicer ne bi imele pravice do vstopa v Republiko Slovenijo, pravico do vstopa v Republiko Slovenijo. Ne? Zakaj? Na eni strani imamo pravni sistem, torej zlasti šengenski zakonik in nacionalna pravila, ki določajo pogoje za vstop. In kot vemo, te pogoje za vstop vsebujejo pravila kot so potni list, vizum, dovoljenje za bivanje, skratka, tiste dokumente, ki jih oseba mora imeti, da sploh lahko vstopi v državo. Ne? In kot vemo, ti so znani že desetletja. Hkrati pa imamo situacijo, ko ljudje teh dokumentov nimajo in dejansko v državo vstopajo. Se pravi, neka vzporednost tukaj obstaja. Ne? In vzrok, zakaj je to tako, skratka, zakaj danes dejansko vidimo, opazujemo pravico do vstopa na dnevni ravni, je seveda ta nujnost, ta urgentnost situacije, ki obstaja in zaradi katere je država, pač, torej so oblasti prisiljene na nek način, primorane spremeniti svojo politiko, sicer samo na dejanski način, ne tudi na pravni, ker kot vemo, pravni predpisi niso bili v ta namen čisto nič spremenjeni in seveda prisiljena pa je država v to zato, ker države jugovzhodno na tej migrantski poti niso pripravljene ljudi sprejemati nazaj. Zakaj? Kot rečeno prej, ker imajo na svojem drugem koncu že novo vrsto ljudi, ki čakajo na vstop in ki seveda na ta vstop sedaj že upravičeno računajo, ker je pred njimi na ta način vstopilo že toliko in toliko tisočev ljudi. Skratka, opazujemo lahko neko dejansko, torej v tem trenutku realno nastajanje nove pravice, če že ne na nek zapisan način, pa vsaj v kontekstu mednarodnega običajnega prava. Torej vzpostavljanje neke prakse, ki je zdaj že kar ustaljena in na katero se bo zagotovo mogoče spomniti ob podobnih prihodnih primerih, če bo seveda ta situacija, ki jo opazujemo zdaj, sploh kdaj prekinjena. Jaz imam občutek, da gre bolj za navajanje na novo realnost, ne, kot pa recimo neko začasno stanje, ki se bo nekoč zaključilo. Razen seveda, če prenehajo vse vojne na Bližnjem vzhodu. In seveda omogočanje vstopa, torej omogočanje te pravice do tranzita pa je seveda edini način, da se dejansko spoštuje tista temeljna načela, torej tiste temeljne standarde človekovih pravic, ki pa v mednarodnem pravu že obstajajo. In tukaj bi omenila zlasti 3. člen Evropske konvencije, ki prepoveduje nečloveško in ponižujoče ravnanje. Namreč, kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija se odločila, da bo striktno izvajala svojo zakonodajo, da več ne bo dovolila vstopa nikomur, ki ne bo imel dovoljenja za vstop. V tem primeru bi se na medmejnem prostoru začeli torej nabirati ljudje, ne, da rečem tako, skratka, dogajati neki zamaški. Ljudje bi tam dejansko bili, torej obstajali in če nobena država za njih ne bi bila pripravljena prevzeti odgovornosti v smislu njihove oskrbe, kar se je dejansko dogajalo tiste prve dni, ko sta se Hrvaška in Slovenija šele dogovarjali, kako vse skupaj speljati, potem bi prišlo do situacije, ki bi pomenila kršitev 3. člena, torej do nečloveškega in ponižujočega ravnanja v smislu, da ljudje ne bi dobili tistega osnovnega v smislu oskrbe, varnosti, ne vem, preživetja, zaščite pred mrazom, lakoto in tako naprej. Tako da vstop je pravzaprav tista nuja, pravica do vstopa je tista nujna posledica, ki jo je država morala priznati na dejanski ravni s svojimi dejanji, konkludentnimi, ko jim je pač to omogočila, ker so jih v to prisilile okoliščine. Hkrati pa seveda ima nek pravni sistem, ki ga v tem trenutku sploh ne more izvajati tako, kot ga je običajno. Druga stvar, torej druga pravica, ki nastaja na podoben način, je pravica do tranzita. Namreč dejstvo je, da mnoge države sedaj tak tranzit omogočajo, tolerirajo in hkrati pravica do tranzita v pravu ne obstaja. Ne? Vemo, da v pravu govorimo o nekem recimo letališkem tranzitu ali pa kaj takega, ne pa recimo v smislu tranzita ljudi, ki bi potovali od ene meje do druge, brez tega, da bi sploh predtem imeli dovoljenje za vstop. Tako da na podoben način nastaja tudi pravica do tranzita, ne? Ki je mimogrede prosilci za azil nimajo. Ne? Če prosilci za azil zaprosijo v državi za status, potem nimajo
nimajo pravico iti v drugo državo in še tam zaprositi za azil. Ne? Tako da te dve pravice se potem konstituirata samo v razmerju do tako imenovanih irregularnih migrantov, tistih, ki za azil niso zaprosili. Ne? Tukaj je potem še en pomemben element in sicer poskus legalizacije pravice do tranzita, namreč država izdaja dovoljenja za zadrževanje. Izdaja jih na nek način, lahko bi rekli, protizakonito, zato ker jih ne izdaja, zato ker bi ljudem dejansko omogoča zadrževanje na ozemlju, ampak ima hkrati izključni namen samo usmeriti ljudi proti Avstriji in jim omogočiti, da Slovenijo čim prej zapustijo. Ne, tako da tukaj se vidi, da izdajanje teh dovoljenj dejansko ne služi svojemu namenu oziroma ni v skladu s tem, čemu je sicer namenjeno. Namenjeno je temu, da ljudje, ki se jih ne da izgnati, da lahko ostanejo na ozemlju Republike Slovenije še nekaj časa. Ne? In v tem primeru pa ne gre za to. Oni ne bodo nič ostali na ozemlju Republike Slovenije še nekaj časa, ampak bodo po zelo hitrem postopku se jim bo pomagalo, da gredo naprej. Ne? Tako da to je tudi problematično z vidika prava, ne? Da imamo mi nek institut, ki se ga zdaj množično uporablja za namen, ki ni v skladu z zakonom. Ne? Tako da imamo problem načela pravne države. Tako da ta paralelnost je zelo očitna. Ne? Na eni strani imamo pravni sistem, ki ga ne moramo uporabljati, na drugi strani imamo ta koridor, ki deluje zunaj prava. Na eni strani imamo pravico do vstopa in tranzita, torej neobstoječo pravico, ki pravo ne obstaja, na drugi strani imamo priznavanje teh pravic v praksi. In še ena paralelnost je tukaj opaziti, na eni strani imamo ta koridor, ki daje nek vtis prostega vstopa v Evropo, na drugi strani pa se politike EU na področju azila in migracij izjemno zaostrujejo, bolj kot kdajkoli v zadnjih 20 letih. Tako da ta paralelnost prava in dejanskega stanja je tukaj bolj osupljiva, kot je bila kdajkoli. Za konec bi izpostavila še problem omejitve gibanja, namreč svoboda gibanja je ljudem, ki se znajdejo v koridorju, dejansko omejena. Ljudje se nimajo pravice gibati, hkrati pa torej nimajo pravice zapustiti tega koridorja, nimajo pravice iti v trgovino nekaj si kupiti ali pa prespati v hotel, če tako želijo. Hkrati pa država ne uporablja nikakršnih mehanizmov, da bi to omejevanje gibanja legalizirala. Omejevanje gibanja tako ni niti v skladu z zakonom o tujcih, izdano ni nikakršen sklep na tem področju, niti ni v skladu z zakonom o nadzoru državne meje, ki sicer omogoča zadržanje človeka do 48 ur, ampak tudi po 6 urah takega zadržanja mora biti osebi vročena odločba. V tem primeru odločbe o omejitvi gibanja niso vročene, hkrati pa tudi tako omejitev gibanja ni v skladu z direktivo o vračanju, ker mora biti vračanje tisti namen, ki je zadaj za omejitvijo gibanja, tukaj pa, kot vemo, vračanje ne pride v poštev. Vemo to že v štartu, ker Hrvaška še nikogar ni sprejela nazaj od vseh teh 300,000 ljudi, ki so slovensko ozemlje že prečkali v tem času. Tako da jaz bi zdaj zaključila in sicer, da za neko temeljno ugotovitvijo, ki je mogoče zelo očitna, ampak jaz mislim, da je z vidika prava skrajno problematična. Namreč imamo obravnavo beguncev, migrantov, ki se znajdejo v koridorju, ta je popolnoma zunaj prava, s pravom ni predvidena. To v bistvu povzroča številne konkretne probleme, ki sem jih nakazala že na začetku. In sicer s tem, ko postopki niso normirani, so lahko arbitrarni, ne omogočajo ustreznega pravnega varstva, kakršna je pravica do pritožbe, ki je sicer v Sloveniji ustavna pravica, in ker niso normirani ti postopki, so tudi nepredvidljivi in so zato v nasprotju z načelom pravne države. Tako da to kaže, da ima Slovenija pred sabo izjemno veliko izzivov na področju neke regulacije oziroma normativne aktivnosti na področju koridorja konkretno, ker ne bom rekla beguncev, ker tam je pač zakonodaja sicer vzpostavljena, ampak te nove situacije, ki smo ji priča, in v bistvu bi si morale slovenske oblasti, zlasti zakonodajna veja, odgovoriti na naslednja vprašanja. Koliko časa pričakuje, da bo trajal koridor, če bo trajal dolgo časa, potem, naprimer več let, potem ga je absolutno treba na nek način pravno urediti, predvideti vse tiste kavtele, ki sicer obstajajo za različne druge skupine ljudi, vključno z migranti, kakšne posledice ima lahko takšen neurejen položaj za posameznika in kakšne posledice ima lahko za državo. Torej, ali bo država čez nekaj let znova plačevala kakšne odškodnine zaradi takega ravnanja, ali bo znova lahko spoznana za odgovorno pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. To so resne stvari, sedaj plačujemo 20 let stare grehe, zaradi podobnih hitrih lahkomiselnih ukrepov, ki so bili slabo premišljeni in ali pa bom rekla popolnoma nedomišljeni ali pa skrajno arbitrarni, tako kot je ta sedaj. In še zlasti pa je tukaj pomembno vprašanje, zato ker je to vprašanje seveda večje od Slovenije,
pa je, ali bi bil kakršnakoli način sklepanja kakšnih bilateralnih sporazumov z državami, ki so na tej isti migrantski poti. Jaz nimam informacij o tem, ali si država trenutno prizadeva skleniti kakšne sporazume, naprimer z Avstrijo in Hrvaško, da bi tudi bolj formalizirala te predaje oziroma omogočanje vstopa oziroma pravico do tranzita, pravico do vstopa in tako naprej. In vsaj na ta način na mednarodni ravni poskušati legalizirati te prakse, ki jih sedaj množično izvaja. Ne nazadnje pa naj dodam še, ker je bila tudi naša slavna rezalna ograja, rezalna žica danes že nekajkrat omenjena, je v tem kontekstu se posebno potreba vprašati tudi to, kakšne so lahko pravne posledice te ograje. Jaz vidim predvsem dve možnosti in upam, da so vse oblasti do tega vprašanja opredelile in se na to pripravile. Prva je odškodninska odgovornost do lastnikov zemljišč, na katerih je ta ograja danes postavljena in zaradi katerih lastniki teh zemljišč ne morejo normalno uporabljati. Še posebej bo to prišlo poštev na pomlad, ko se bodo začele kmetijske aktivnosti, in pa drugo vprašanje, odgovornost države za škodo, ki bi bila lahko povzročena z rezalno žico posameznikom, bodisi državljanom Slovenije, bodisi tistim, ki bi se v to rezalno žico nekoč morda lahko celo ujeli, če bi ta rezalna žica začela upravljati svojo funkcijo. In kot zadnja točka, popolnoma zadnja, ki jo želim omeniti, pa je nekaj, kar je v bistvu v sklopu rešitev, torej tistih ukrepov, ki naj bi bili, za katere se vsi prizadevamo, da bi danes obstajali in ki bi lahko na nek način naslovili to novo realnost, s katero se soočamo. To pa je institut začasne zaščite razseljenih oseb. Namreč Evropska unija je med prvimi direktivami na področju azila in migracij sprejela prav takšno direktivo o začasni zaščiti razseljenih oseb in sprejela jo je prav z namenom soočanja s situacijami, ko posamezni azilni sistemi ne bi bili zmožni sprocesirati tako velikega števila prošenj, s kakršnimi se soočajo danes. Ta institut je ostal nerealiziran na ravni EU. Kot vemo, je za realizacijo tega instituta potreben sklep sveta, torej najvišjega organa na ravni EU. Do tega sklepa očitno ne bo nikoli prišlo, zato ker del te rešitve bi morale biti tudi kvote, ki pa v direktivi niso določene in bi morale biti del posebnega pogajanja. Kaj pa se zgodi s kvotami, pa smo lahko videli nazadnje, ko se je govorilo o kvotah v zvezi s preselitvijo iz Italije in Grčije v vse države EU. Tako da videti je, da tisti edini instrument, ki ga je imela EU pripravljenega za to vrstne povečane prihode na teritoriji Evropske unije, ne bo realiziran, kar je še posebej zaskrbljujoče, zato ker kaže na to, da bo potem do kakršnih koli drugačnih rešitev še toliko težje priti. Hkrati pa seveda to ne odvezuje odgovornosti posameznih držav, da na nek normalen način v skladu z načeli pravne države in svoje ustave pravno uredijo postopke na svojem območju in s tem zagotovijo spoštovanje pravic vseh posameznikov, ki se znajdejo na njihovem ozemlju. Hvala.